Vloga načelnice in načelnika v združenju je v bistvu kar poglavitnega pomena, ker v bistvu ta vloga predstavlja združenje. To je v bistvu človek, ki naven formalno predstavlja združenje, kar je prednost tega, da je tim dveh ljudi. Ker v bistvu se ves načrt izvaja skupaj, v bistvu se združuje, bom rekel, moška in ženska narava. In v bistvu s tem se lažje zastavljajo strateški cilji skupaj z ostalimi člani IOA in predvsem je to naloga, da se bi v mandatu izpolnili, izvedeli cilji, ki si jih zastavi IO, pa da v bistvu živimo kot združenje te vrednote, ki smo jih v svojem bistvu si zadali. Predvsem to vidim kot izziv. V poverjeništvu za usposabljanje voditeljev skrbimo za to, da so naši voditelji čim bolj usposobljeni in čim bolj kompetentno lahko potem opravljajo svoje delo. Skrbimo za to, da preverjamo v bistvu, kam gre naša shema usposabljanja voditeljev, se pravi tako na metodološki ravni kot na veščinski ravni, taborne šole pa skavtske šole življenja v naravi. Spremljamo usposabljanja v tujini in doma. Potem pomagamo v bistvu čist voditeljem na tej prvi stopnji, to so pripravniki, s tem, da malo bolj aktivno, saj zdaj v teh 3 letih smo malo bolj aktivno govorili in obveščali o mentorstvu in o napotniku. Pa še tisto, mogoče celo eno najbolj pomembnih področji, to so pa trenerji. Usposabljati pa skrbeti za to, da bojo trenerji v bistvu v združenju čim bolj usposobljeni in da bojo lahko to znanje tudi prenašali naprej. Poverjeništvo za mednarodne odnose, ne? Je ena taka luštna stvar, vedno zanimiva, vedno polna dogodivščin, nepredvidenih situacij. Nepričakovanih zadev in ljudi, ki jih nikoli ne bi rekel, da jih boš srečal, se z njimi pogovarjal, pa se tudi uspel kaj dogovoriti koristnega za skavte. Hkrati je pa to poverjeništvo polno enih usklajevanj, dopisovanj v različnih jezikih, tistih, ki jih seveda znaš, ne bo to angleščina, italijanščina. Skavtski esperanto. Potem je tukaj ogromno enih posredovanj raznih informacij o izmenjavah, taborih, izobraževanjih, različnih srečanjih. Poleg tega je pa kupenega sodelovanja tudi s sorodnimi, podobnimi, manj sorodnimi skavtskimi organizacijami, bodisi iz Slovenije, bodisi iz ožje ali pa širše regije, iz celega sveta. Pri poverjeništvu za program se ukvarjamo s programom, presenetljivo. V bistvu sestavljanje iz državnih vodstev vej ter iz vodij tropov. Načeloma se ukvarjamo z metodo samih vej, z vzgojnim namenom, z izvajanjem le-tega, s 3-letnim načrtom, z različnimi tropi in njihovimi programi, kot je LMB, okoljska vzgoja, včasih tudi kakšni, kot so 20-letnica Džembor, in to so v poverjeništvu za program. Dejansko začrtujemo neke smernice, načrtujemo, kaj bi bilo dobro početi z voditelji, z otroki, probamo spodbujati program na lokalnem nivoju, ga dogrevati na nacionalnem in tako naprej. V bistvu je tako zanimivo delo v eni taki širši skupini ljudi, ki prihaja iz različnih vetrov, ampak načeloma zanimivo. Delo generalnega duhovnega asistenta ali GDA-ja, kot rečemo na kratko, vidim nekako v 3 okvirih. Prvi je, da je GDA duhovni asistent izvršnega odbora. Podobno kot recimo je duhovni asistent v skvoju ali v kakršnikoli skavtski skupini, četi, v klanu. Drugi delovno področje GDA-ja je, da skrbi za nekako razne projekte na področju duhovne rasti v združenju in pa za samo duhovno rast članstva. Od usposabljanja duhovnih asistentov, srečanja duhovnih asistentov do sodelovanja z drugim poverjeništvi, z voditelji, izdajanja literature na področju duhovnosti, skavtski molitvenik je takšen primer in podobno.
No, tretji vidik GDA-ja pa je, poleg tega, da skrbi za osebno in to, da vodi tudi poverjeništvo za duhovnost. In pa še en vidik takšen zelo pomemben, da je nekako vez med cerkvijo in pa združenjem, torej ZSKSS. Poverjenik ima pod sabo vse skavtske medije, spomeni Skavtiča, Skautnet in pa Skavtski radio, kjer ima seveda veliko dobro ekipo, ki pridno dela in nekako samo skrbi za to, da ekipa deluje, da ima vse, kar potrebuje za delo, da se med sabo povezuje in da ima te pravilne informacije, ki jih pa za svoje delo potrebuje. Potem pa poverjenik skrbi tudi za ostala področja, ki se ne tičejo samo interne javnosti, ki pač pokrivajo skavtske medije, ampak tudi zunanje javnosti, kot so pa naši starši, naše župnije, širša Slovenija, da skavte spoznajo na čim boljši način, ker to, kar mi tudi živimo pri skavtih, za same pozitivne stvari bi radi prenesli tudi širšo slovensko družbo, da tudi oni razumejo, zakaj mi tako radi hodimo skavtom. Ja, poverjeništvo za gospodarstvo pokriva par področij, mogoče je najbolj vidna skavtarnica, to, da se v skavtarnici kakšni izdelki, kakšen nov izdelek, pa da se skrbi za naše člane, da dobijo ugodno in kvalitetno opremo. Potem je kočevski rok eno področje, ta obnova, tehnično področje. Potem je čist skrb za skavtski kombi, za skladišče na Metelkovi, za kakšne take malenkosti, tle kot kakšne inventar in take stvari na združenju. Pol je pa še področje financ, se pa z Milanom sodeluje, pa s načelnikom. Da bi bil naprej tudi človek, ki je na mestu, ki je odgovoren, ki ima svojo lastno vizijo, ljubezen do skavtstva, da bi mu uspelo v bistvu speljati to, kar je predvsem za naše mlade dobro, za naše volkulice, volčiče, izvidnike in vodnice in popotnike, in potem, da bi znal prisluhniti tudi vsem voditeljem, predvsem pa voditeljem v IO-ju, da bi skupaj pripeljali mandat uspešno do konca. Jaz čisto osebno si želim, da bi bil to nekdo, ki bi bil pripravljen usposabljati v prvi vrsti sebe, potem pa tudi druge, ki bi bil pripravljen delati, ki bi pač videl izzive in se teh izzivov tudi lotil. In si tudi želim, da bi si znal postaviti v bistvu zadeve in strukturo znotraj poverjeništva tako, da bi v bistvu res njegova naloga bila poverjevanje, ne pa samo delo. Pač imeti eno širšo sliko, širši pogled na to, kaj se dogaja na evropskem področju skavtstva, svetovnem merilu, kaj se dogaja z Vaksom in vsemi stvarmi, ki spadajo pod to našo svetovno organizacijo. Tudi kaj se dogaja na evropski ravni VOSMA. Predvsem pa neka prilagodljivost, neka fleksibilnost, neka sposobnost prestreči tiste informacije in tisto dogajanje, ki se na kakih pomembnih dogodkih, konferencah ali bodisi evropski ali pa svetovni dogajajo, tako da si na tekočem ne le s tistim, kar piše, da bo na papirju se zgodilo, ampak še skupenih drugih stvari, ki se odvijajo. Ta človek predvsem mislim, da mora imeti nekaj izkušenj z delom na večjih stopnjah, se pravi, da je mogel kdaj biti v skavtski voditelj veje, da je več let vodil vejo, da ima kakšne izkušnje s kakšnimi projekti, da mu je jasno. Ne rabi biti superman deleč od tega, še posebej ne zato, ker imamo od letos 2 poverjenika, fanta in dekle, oziroma žensko in moškega. Tako da je vse v timu. No? Predvsem se moram imeti pa predvsem rad skavte, hoditi narediti nekaj dobrega za dekličke in deklice v našem združenju. GDA torej mora biti duhovnika, ne? To je nekako v naših pravilih. Je pa prav tudi, da je GDA navdušen skavt in pa da morda tudi se
da je bil na kakšnih skavtskih usposabljanjih, da je glavnem z srcem in dušo skavt. Idealen skavt za poverjenika je vsak, ki je rad skavt, ki razume skavtstvo, ki pozna njegovo zgodovino in pa ki ve, kaj se pri skavtih dogaja tudi malo v ozadju. To pomeni, zakaj počnemo stvari, ki jih počnemo, ki so zabavne, ki izgledajo kot igra, ampak imajo vse nek globlji pomen. To pomeni, da mora biti poverjenik skavt, ki je dal čez seveda kakšna šolanja, ki razume skavtsko metodo in ki zna to nekako predstaviti tudi drugim, ki ne razumejo skavtske metode. Poverjenik mora biti tudi komunikativen, pa tak, ki zna povezati ljudi med sabo, da lahko ekipe dobro sodelujejo. Se mi zdi, da moraš biti za tako funkcijo mogoče malenkost bolj organiziran, kar sem bil jaz. Drugač pa tako, kako že pravijo, da dober šef je tak, ki nič ne dela, pa vsi ostali delajo. Ne? Tako se mi zdi, da na kjerkoli poverjeništvu si je fajn dobiti fajn ekipo okoli in pol, če to dobro koordiniraš, so na koncu 3 let kar lepi rezultati.